Pozdravljeni na današnjo spletno okroglo mizo. Jaz sem Anja Osovnikar iz projekta Immuno in bom vodila oziroma moderirala tale današnji dogodek. Namen tega dogodka je, da odgovorimo na najpogostejša vprašanja in razjasnimo nekaj dilem v povezavi s koronavirusom in cepljenjem proti COVID-19. Torej, današnji dogodek organizira NIJZ v sodelovanju z Društvom študentov farmacije Slovenije, projektom Immuno iz Društva študentov medicine Slovenije in pa projektom Vakcinit iz Društva študentov medicine Maribor. Naši današnji gostje pa so profesor dr. Alojz Ihan, doktor medicine, specialist klinične mikrobiologije in imunologije, je vodja oddelka za imunologijo, predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti ter član in podpredsednik posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ. Naslednja gostja je doktorica Marta Grgič-Vitek, doktorica medicine, specialistka epidemiologije in je nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot nacionalna koordinatorica nudi podporo izvajalcem cepljenja z gradivi, organizacijo izobraževanj, koordinatorji pa imajo tudi svetovalno vlogo za izvajalce cepljenja, posredujejo strokovna navodila in priporočila ter na dokazih temelječe strokovne podlage, ki pomagajo zdravnikom pri odločitvah o cepljenju oziroma tudi potencialni opustitvi cepljenja. Tretji gost pa je izredni profesor dr. Tomaž Bratkovič, magister farmacije. Je predavatelj na več študijskih programih, ki jih izvaja Fakulteta za farmacijo, med drugim tudi pri predmetu farmacevtska biotehnologija. Raziskovalno pa se ukvarja z identifikacijo peptidnih modulatorjev terapevtsko zanimivih proteinov in razvojem ligandov za afinitetno kromatografijo s pomočjo tehnologije predstavitve na bakteriofagu. Novejše področje zanimanja pa mu predstavljajo molekule nekodirajočih RNA, zlasti majhne nukleolarne RNA. Torej, kako bo danes potekala tale okrogla miza? Vsakemu govorcu bomo postavili nekaj vprašanj, ki smo jih že predhodno zbrali s strani javnosti. Na koncu pa bomo še zbrali kakšno vprašanje iz Slidota. Povezavo do Slidota lahko najdete tukaj, napišete to kodo ali pa poskenirate tole QR kodo. Zdaj zbrali bomo nekaj, bom rekla, najpogostejša vprašanja, ki jih lahko tam tudi lajkate, všečkate, tako da kar aktivno sodelujte preko Slidota. Pa lahko kar začnemo. Naš prvi govorec bo profesor dr. Alojz Ihan. Zdaj, eno izmed zelo pogostih vprašanj se je dejansko nanašalo trajanja učinkovanja cepiv. Torej, cepivo naj bi nekako, zdaj govorijo, učinkovalo 6 mesecev. Ali to pomeni, da po teh 6 mesecih učinek dejansko preneha ali neka stopnja zaščite še vedno ostaja? Naprimer, je po 5 mesecih nivo še vedno podoben kot nivo protiteles, še vedno podoben kot nekaj tednov po cepljenju, ko cepivo začne učinkovati, ali v tistem času že drastično upade? Ja, dober dan. 6 mesecev so bili samo začasni podatki, se pravi, po eni strani so bile najprej registracijske študije, kjer se je dejansko to zaščita s cepivi trdno ugotovila za 2 oziroma 3 mesece, odvisno iz katere faze se je gledal. Potem pa so bile podaljšane registracijske študije, ki so nekako potem najprej segle do 6 mesecev, in če taka študija seže do 6 mesecev, se v tistem trenutku seveda lahko reče, da je zaščita do 6 mesecev. Ne more se reči, da je do 10 mesecev, če pa opazovanje ni trajalo toliko časa, ne. Zdaj se precej zanesljivo lahko reče že, da je zaščita po cepljenju taka aktivna, ki tudi preprečuje naselitev virusa na sluznico, da gre ta zaščita pri mRNK cepivih na 12 mesecev. Se pravi, zaenkrat sicer je bila recimo posvetovalna skupina za cepljenje bolj previdna, pa je zaenkrat velja, da je ta zaščita 9 mesecev.
zaradi člankov, ki so išli v tem času po 9 mesecih, ampak precej zanesljivo je, če gledamo dinamiko vztrajanja nevtralizacijskih protiteles, da je ta zaščita vsaj 12 mesecev, ampak govorimo o zaščiti, ko smo cepljeni z wuhanskim sevom in gledamo zaščito proti wuhanskemu sevu. Majčkeno se stvar zakomplicira, če se opazuje zaščita z temi cepivi, ki so cepiva proti wuhanskemu sevu, se pravi proti tistemu prvemu. Želimo pa seveda zaščito proti angleškemu sevu, oziroma zdaj alfa, ker je to vendarle drug sev. Čeprav se je pri tem ugotovilo, da zaščita je tudi, če smo cepljeni z wuhanskim sevom, je tudi proti angleškemu sevu dosti podobna. Seveda se pa precej spremeni zaščita potem proti južnoafriškemu oziroma beta sevu. Ta zaščita je pa, se pravi, če smo cepljeni z wuhanskim sevom, kar so zdaj vsa cepiva zaenkrat še ne, zaenkrat ni še modificiranih cepiv v uporabi. To pomeni, da protitelesa, ki nastanejo po cepljenju, so precej manj nevtralizacijska za beta varianto, se pravi južnoafriško prej. No in čeprav, kar se pa tiče zbolevanja, so pa tudi dobri članki, da pa ta zaščita še vedno, tudi če smo cepljeni z wuhanskim sevom, zelo dobro drži tudi proti ostalim variantam virusa. Razen mogoče zdaj proti temu delta, ker to, kar pa prihaja zdaj iz Anglije, pa je malo bolj zaskrbljujoče, moram reči, kajti precej, dokler ni v Združenem kraljestvu prevladal ta delta sev, toliko časa pravzaprav, se pravi po starem indijski, toliko časa pravzaprav se je zdelo, da ljudje, ki so zaščiteni z wuhanskim sevom, ne bodo zbolevali proti ostalim variantam. Nekako zdaj ti podatki iz Združenega kraljestva pa majčkeno težko je o njih govoriti, ker pravzaprav, če realne številke pogledamo, imajo oni zelo malo okužb. Torej, za celo področje Združenega kraljestva se te okužbe gibljajo tam, se pravi, te nekaj 10 na dan, da jih gre v bolnico zaradi tega, ko so že bili cepljeni. Tako da o teh številkah je težko govoriti, ampak vendarle za zadnjih 14 dni postajamo majčkeno previdni. Torej, v bistvu bi lahko nekako rekli, da dejansko tudi cepljene osebe lahko zbolijo za covidom, če se tukaj navežemo na naslednje vprašanje, predvsem zaradi tega, ker gre za toliko različne seve in cepiva trenutno so večinoma ustvarjena oziroma so ustvarjena za ta wuhanski sev. Ali obstaja še kakšen drug razlog? Načeloma je ta navzkrižna reaktivnost te limfocitov toliko zaščitna, da vendarle pomaga, da človek dosti hitro naredi protitelesa tudi proti drugi različici virusa. Tako da načeloma še vedno se nagibam k temu, kot so bili do zdaj podatki, da verjetno čez cepljen z tudi tem originalnim wuhanskim sevom imaš veliko manj možnosti, da boš šel v bolnico zaradi katerekoli druge variante. Pa bi recimo podobno lahko rekli tudi za cepivo podjetja AstraZeneca, ki je pa klasično cepivo, ne mRNA? Zdaj, študije kažejo, da kar se zaščite pred tem, da greš v bolnico, je AstraZeneca precej enakovredna mRNK cepivom.
Ni pa enakovredna, kar se tiče zaščite pred tem, da se dobi virus ali pa se ga recimo prenese na drugega človeka, kajti ta zaščita pa dejansko je sorazmerna z koncentracijo nevtralizacijskih protiteles, ki se ustvari po cepljenju, in zato pa vemo, da je pa večja pri mRNK cepivih. Kar pomeni, če je koncentracija, ki je mRNK cepiva naredijo večja, potem to načeloma pomeni, da bo zaščita pred naselitvijo virusa na sluznico boljša, in pa še druga stvar, da bo tudi dalj časa trajalo, ne? Ker protitelesa imajo svojo dinamiko, ko se ustvarijo, in če cepivo naredi večjo koncentracijo nevtralizacijskih protiteles, potem to padanje se raztegne v več mesecev, kot pa če je ta začetna koncentracija manjša, ne? Še veliko manjša pa je recimo začetna koncentracija po prebolevanju okužbe. Zato dosti upravičeno smatramo, da prebolevanje okužbe pravzaprav pa še manj ščiti pred tem, da se okužiš in preneseš okužbo naprej, kar pa seveda ne pomeni, da manj ščiti pred resnim zbolevanjem. Se pravi, tisto resno zbolevanje je močno odvisno od T-limfocitov. Ti T-limfociti so dalj časa obstojni kot protitelesa in pa tudi njihovo delovanje je bolj široko spektralno, kar se tiče različnih virusnih proteinov, in zaradi tega nekako in ravno zaradi tega se pokaže potem, da recimo AstraZeneca dosti enakovredno ščiti pred tem, da gremo v bolnico, kot so mRNK cepiva, čeprav ta slednja ustvarijo večjo koncentracijo protiteles. In seveda prav težko rečemo, da pravzaprav prebolevanje bolezni, za prebolevanje vemo, da nastane manj protiteles, pa še druga slaba stran je, da ljudje zelo različno odreagirajo na prebolevanje, kar pomeni, da vsaj tam petina ljudi že po mesecu, dveh jim zginajo protitelesa, zlasti tista, ki blago prebolijo okužbo. Tisti, ki imajo tak pošteno vročinsko bolezen, tistem se raztegnejo nevtralizacijska protitelesa tam proti 5-6 mesecem, ampak seveda pri sebi ne moramo vedeti, v katero skupino spadamo, tako da če prebolimo okužbo, pravzaprav ne vemo, koliko imamo, razen če si izmerimo nevtralizacijska protitelesa, vsekakor jih imamo manj, kot bi bili cepljeni, ampak kot rečeno, ta nevtralizacijska nas predvsem ščitijo pred tem, da dobimo ponovno virus na sluznico, pa da ga prenesemo naprej. Ampak čist možno pa je, da nas bolezen tudi vsaj eno leto dobro ščiti pred tem, da gremo v bolnico. Mislim, da je bilo prejšnji teden, je bilo recimo v Lancetu, so Italijani objavili po enem letu, kako je z zbolevanjem v Lombardiji. Se pravi, vzeli so ljudi, ki so v tistem prvem valu v Lombardiji bili okuženi, in pa seveda so opazovali ljudi, ki do zdaj niso bili okuženi v Lombardiji. In so ugotovili, da pri tistih, ki so bili okuženi, da so imeli v tem času več kot 10-krat manjšo možnost, se pravi, učinkovitost je bila na 90% po enem letu od okužbe, kar pomeni, da okužba pravzaprav je te ljudi dobro ščitila pred tem, da pridejo v bolnico. In ta okužba je trajala v Italiji torej že več kot eno leto. Se pravi, ta zaščita
po okužbi. Seveda tudi govori, da je seveda eno je ta zaščita, ki jo dajo proti telesa, ki jo lahko zmerimo, druga pa tista, s katero smo zaščiteni pred tem, da gremo v bolnico, in ta druga je pravzaprav precej daljša in po cepljenju in po prebolevanju okužbe, na srečo. Super, ste tle že zdaj odgovorili tudi na vprašanje. Ta druga je tudi precej manj odvisna od različic virusa. To je pa verjetno še bolj važno. Še bolj pomembno, ja, tako glede na širjenje oziroma pojav novih sevov. Zdaj pa eno bom rekla tako podobno vprašanje, ki se tiče cepljenih, pa bi tukaj morda kar dr. Grgič Vitek vprašala kot epidemiologinjo. Ali se lahko cepljeni družijo med seboj brez mask in vzdrževanja razdalje? Mislim, relativno varno je to, ampak seveda moramo upoštevati pravila. Zdaj pa načeloma je pa tako, da če se cepljeni družijo med seboj, je zelo majhno tveganje in da bi zboleli in da bi bolezen prenesli. In če so to recimo mladi, zdravi ali pa relativno zdravi ljudje, pravzaprav je tveganje čisto zanemarljivo in pravzaprav nobenega razloga, da bi nosili maske. Tako da tudi ta ali pa recimo ECDC ali pa CDC ameriški, to se pravi Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, v tistem svojem dokumentu, ki so ga objavili, mislim, da že v aprilu, so nekako bili mnenja, da cepljeni med seboj se lahko družijo brez mask in brez vzdrževanja razdalje. Jaz bi sem to dodal, da pri cepljenih je približno 10, za mRNK cepivi, je približno 10-krat manjša možnost, da prenesejo okužbo kot pri necepljenih. Pri Astri je nekaj nižja, tam 5 do 6-krat, zato ker naredijo manj nevtralizacijskih protiteles. In seveda, zdaj, če se sami cepljeni med sabo dobijo, to pomeni, da si je težko predstavljati, da bi se kje našla taka količina virusa, med sabo kužili. Ampak tisto, kar je vedno pa epidemiologi imajo v mislih tudi realne podatke, kakšno je kroženje virusa. Pri velikem kroženju virusa je marsikaj lahko tvegano, kar pri malem kroženju virusa je samo teoretično mogoče. Dr. Grgič Vitek, ste hoteli še kaj dodati? Ne, saj mislim, da je to to. Okay. Dobro, pa pojdimo kar naprej. Zdaj, naslednje vprašanje pa se kar tiče nekako razvoja cepiv. Jaz bi tukaj prosila dr. Bratkoviča kot farmacevta, če bi nam lahko na hitro malo opisali te faze testiranja, pa mogoče malo tako, bom rekla, opišete, kaj sploh spada v katero fazo, bom rekla. Ja, lepo pozdravljeni. Cepiva so v osnovi zdravila. S njimi ne zdravimo, ampak preprečujemo bolezni, ampak jih tretiramo seveda kot zdravila in jih zaradi tega tudi na zelo podoben način kot siceršnja zdravila vrednotimo. So pa seveda neke specifike in sicer, če se omejimo samo na klinične raziskave, te še vedno potekajo v tistih klasičnih 3 fazah. Od 1. do 3. nekje širimo ta nabor prostovoljcev, ki se jih udeleži. Tudi če dalje bolj heterogene so te skupine prostovoljcev. Kar je bistveno je, da gremo po korakih. Na začetku, v prvi fazi je vključenih recimo nekaj 10 prostovoljcev in tukaj smo pozorni predvsem na kakšne pogoste, morebitne neželene učinke, ker nekih redkih seveda ne bomo uspeli tukaj detektirati. In pa kar je bistveno, tukaj nekje izbiramo že, kakšen je tisti optimalni odmerek, ker smo pozorni na imunogenost. Gledamo na en stran, kako močni so imunski odzivi in pa tudi kakšni so tipi imunskih
odzivov. Ne. Ali je to protitelesni imunski odziv, ali uspemo angažirati tudi celični imunski odziv. Gledamo kvantitativno tudi, koliko je protiteles, a so ta nevtralizacijska protitelesa, ne, to so tista, ki nas dejansko zaščitijo pred okužbo, in tipično to primerjamo z, recimo, če se omimo na protitelesa, z nivoji protiteles, ki jih zmerimo v plazmi tistih ljudi, ki po naravni poti prebolijo. In seveda ciljamo na ekvivalent ali pa celo boljše odzive. Ob tem, da imamo pa neke sprejemljive neželene učinke oziroma tisto reaktogenost, pričakovane neželene učinke, kar vročina po cepljenju, bolečina v mišicah, glavobol in tako naprej. Druga faza poteka zelo podobno, samo da tukaj že imamo pač dobro idejo, kakšen odmerek je potreben za indukcijo nekega imunskega odziva. Tukaj je zdaj vključenih mogoče nekaj 100 prostovoljcev, so že tudi nekoliko bolj heterogeni. Bistveno je tukaj, da smo pozorni seveda tudi na razlike v imunskih odzivih, recimo med mlajšimi pa starejšimi. Tukaj obstajajo znano precejšnje razlike lahko. V tisti tretji, največji, ključni fazi je pa vključenih nekaj tisoč, pa v teh primerih razvoja zdaj cepiv proti novemu koronavirusu, celo nekaj 10 tisoč prostovoljcev vključenih. Tukaj imamo pa res izjemno heterogeno skupino, načrtno so vključevali v nekaterih primerih tudi recimo kakšne kronične bolnike, določen delež, vsaj 25% je bilo recimo starejših od 55 let. In šele tukaj pa potem lahko detektiramo tudi kakšne nekoliko bolj redke potencialne neželene učinke, predvsem pa uspemo tukaj ovrednotiti tudi tisto učinkovitost. Ker po cepljenju so ti posamezniki potem, tako rečem, spuščeni v svet, normalno funkcionirajo, živijo svoje življenja, prihajajo potencialno v stik z virusom in tukaj lahko spremljamo, kolikšen je ta nivo zaščite v primerjavi z, vedno imamo eno kontrolno skupino, ki je prejela placebo, in pri njih ne pričakujemo zaščite. Toliko na hitro mogoče. In v kateri fazi testiranja cepiv smo zdaj? Recimo, če pogledamo Pfizer, ki je bilo nekako prvo, ki je dobilo dovoljenje oziroma pogojno dovoljenje v Evropski uniji, ali pa v primerjavi s temi, ki so zdaj pred kratkim dobili? Ja, vse bolnike v kliničnih raziskavah tipično spremljamo vsaj 2 leti. Tukaj je mogoče malo nerazumevanja v laični javnosti, ko govorimo o inštrumentu pogojne odobritve za uporabo cepiv, tisti conditional approval v Evropi ali pa v ZDA ima podobno emergency use. Kaj to pomeni? To bi mogoče bilo smiselno pojasniti. To je en inštrument, ki ga regulator, recimo Evropska agencija za zdravila, lahko uporabi, kadar je ogroženo javno zdravje in seveda v primeru recimo tokratne epidemije, pandemije, in hkrati ni nekih učinkovitih zdravil na trgu. In Evropska agencija za zdravila je pač pooblastila eno skupino neodvisnih strokovnjakov, to so imunologi, vakcinologi in tako naprej, ki so pregledali celotno dokumentacijo, ki so jih ti proizvajalci cepiv predstavili. In to zajema tako čisto neko analitiko, kot rezultate predkliničnih raziskav in kliničnih vrednoten. Temu pravimo pa ta totality of evidence. Se pravi, vse to so pretehtali in ti neodvisni odločevalci so pač presodili, da je dobrobit, ki ga bo to cepljenje prineslo, za posameznika in konec koncev tudi za družbo bistveno večje, kot je pa potencialno tveganje za neželene učinke po cepljenju. Nesmiselno bi bilo, da zdaj v fazi pandemije čakamo nadaljnja 3 leta, preden lansiramo cepiva, če smo uspeli dokazati v
znanstveno zastavljenih kliničnih raziskavah, da cepiva so učinkovita in so varna. Seveda pa nimamo še vseh podatkov, kaj nam recimo manjka in to, kar zdaj sproti dobivamo, koliko časa traja imunost po cepljenju. Zato je ključno, da se ta tretja faza kliničnih raziskav nadaljuje, da še vedno spremljamo cepljenje, opazujemo, kakšni so titri protiteles, kakšna je neutralizacijska aktivnost teh protiteles s časom, kako se spreminja. Tudi recimo določenih ranljivih skupin, kot so otroci, kot so nosečnice, kronični bolniki, sploh tisti, ki imajo kakšne oslabljen imunski sistem, teh seveda ne bomo, vsaj ne v zelo visokem deležu, vključevali v klinične raziskave. In te podatke še čakamo, te podatke še prihajajo. Zato govorimo, da tretja faza kliničnih raziskav še poteka. Neke dolgoročne neželene učinke, teh seveda ne poznamo, ampak jih v končni fazi tudi ne pričakujemo. Dr. Ihan je večkrat v svojih nastopih tudi pojasnil to, da če pride do neželenih učinkov po cepljenju, te nastopijo tipično v nekaj tednih po cepljenju. In tudi zaradi tega sta tako FDA kot Evropska agencija za zdravila zahtevali, da spremljajo bolnike, te prostovoljce v tretji fazi kliničnih raziskav 3 mesece, minimalno 3 mesece, prednje sploh sta bili ti agenciji sploh pripravljeni sprejeti dokumentacijo v pregled za izdelavo ocene. Tako v bistvu smo se tle že majčkeno navezali na to, kako so tako hitro ta cepiva naredili, ampak mislim, da je zgodba tle zadaj še globja. Dr. Ihan, če bi lahko se vi tukaj majčkeno osredotočili na to dejansko, kako so lahko tako hitro prišli do tega razvoja oziroma do tega, da smo dejansko lahko tako hitro se začeli množično cepiti. Ja, treba je reči, da je bilo po teh dejstvih, kaj je ta pandemija, je bilo hitro jasen, da gre za nek izreden pojav, ki se pojavi enkrat v življenju človeka, pravzaprav. Se pravi, in dejansko je bila sreča, da so prvič v zgodovini pravzaprav odločevalci, to pomeni politika in odločevalci strani raziskovanja, da so stopili skupaj in so seveda in je bilo seveda jasno, da bo treba prej kot v enem letu narediti milijarde odmerkov cepiva in pravzaprav zaradi tega so bile sprejete nove platforme. Te nove platforme ne bi bile sprejete, če ne bi bilo nujno, da se naredi toliko odmerkov cepiva, da se zaustavi ta pandemija in se je vnaprej vedeli, da s temi starimi platformami tega ne bo uspelo. Se pravi, če želimo delati cepiva po starem, to je z pomočjo izdelave proteinov, ki se jih potem vcepi in pričakuje, da bodo nastala protitelesa proti tem proteinom. Torej, delanje s proteini je zelo zahteven posel, se pravi, ko se naredi proteine v nekem umetnem sistemu, kakršenkoli je, od teh klasičnih, je treba ogromno preverjati, če so ti proteini v resnici nenevarni, če so v resnici podobni toliko originalnim virusnim proteinom, da bodo proti njim nastala ta prava protitelesa, potem kup tehnologije pri pridelavi proteinov, ki jih ni mogoče naenkrat narediti, tako da je bila pravzaprav izjemna ideja, da se uporabi platforme, kjer pa se pravzaprav ne ukvarja z izdelavo proteinov, ampak se ukvarja samo z izdelavo teh navodil in se uporabi naše lastne celice za to, da tiste proteine virusne izdelajo. Se pravi, v tem smislu ni več treba skrbeti za to, da bodo nastali da bodo nastali ta pravi proteini, ker za to poskrbijo naše celice, ki imajo
vso mašinerijo, se pravi naše celice ob virusni okužbi tako in tako delajo viruse, kar pomeni, da če jim damo navodila za delček virusa, bodo ta delček naredile popolnoma enako, kot naredijo ta protein, ko delajo cel virus. To je logično, zato ker imajo popolnoma enako mašinerijo, kar pomeni, da se je na ta način, da se je odrešilo veliko napak, ki bi nastale pri proizvodnji proteinov, zato ker se je uporabilo naše lastne celice. In seveda, ena platforma je bila že dolgo časa v uporabi, se pravi platforma z vektorskimi cepivi, se pravi vektorski virusi so v veterini, že dolgo časa se dela cepiva na ta način, ni pa se ta način prenašal do zdaj na ljudi. Je pa ta platforma tista, s katero je mogoče v kratkem času narediti novo cepivo in tega na zelo pocen način pridobiti milijone in stotine milijonov odmerkov. In zato so se odločevalci na nivoju predvsem Evropske skupnosti in Združenih držav skupaj s politiko odločili za to vektorsko platformo, ki je pravzaprav, bom rekel, kar veterinarska do zdaj bila. In pa seveda ena nova platforma, ki se dejansko še ni uporabljala za cepivo oziroma se je uporabljala samo bolj za drugo idejo, za eksperimentalna cepiva, namreč ta platforma z mRNK. Ta platforma se je uporabljala bolj z idejo, da bi delali personalizirana cepiva za onkološke bolezni. To pomeni, da bi pri bolnikih, ki imajo tumorje, da bi pravzaprav analizirali, kateri mRNK-ji so v tumorjih različni od normalnih zdravih človeških mRNK-jev in bi tiste nenormalne tumorske mRNK-je iz tistih bi pravzaprav naredili, iz tistih bi naredili cepivo, kar pomeni, da bi naredili, da bi pravzaprav to stimulirali, da bi te tumorske proteine, ki so različni od naših, kar v šopku pridelali in na ta način spodbudili imunski sistem, da bi napadel tumorje. To je bila ideja, ki je še zdaj zelo aktualna in se dela na tem, ampak seveda prišli so potem z COVID-om, je nastala ideja, se pravzaprav na ta način lahko delamo tudi virusne delčke in na ta način se da pravzaprav cepivo skreirati dobesedno v nekaj dnevih na računalniku. In tudi izredno hitro ga je mogoče potem narediti v praksi, kajti tukaj gre za čisto biokemijsko sintezo, se pravi, dela se tako, kot farmacija dela druge proizvode, ni zraven neke tehnologije gojenja celic ali pa še kakšnega drugega gojenja, ki zahteva veliko čiščenja. In se pravi, uporabili so samo to tehnologijo, ki je že bila pripravljena in verjetno tudi tisti, ki so to predlagali, so bili potem fascinirani nad tem, kako učinkovita se je izkazala ta tehnologija. Po pravici povedan, jaz sem veliko bolj računal, da bodo vektorska cepiva tista, ki bodo boljša, ampak potem pa se je izkazalo po prvih rezultatih, da je pač obratno in smo bili pač vsi veseli, da je tako, ne. Ja, super. Torej, prej smo pa tudi že nekako odgovorili potem na tale preostanek vprašanja, zakaj se lahko tako množično cepi ljudi. V bistvu se še vedno spremlja nekako pri teh množičnih, da povzamem. Zdaj, v to pa spada noter tudi ženske nosečnice oziroma sama ta debata, ki se je začela že nekaj časa nazaj, nekaj mesecev nazaj, ali lahko cepivo povzroči neplodnost pri ženskah.
Ja, torej, kar se tiče nosečnic, je pač bila zagata najprej seveda v tem, da nekako na nosečnicah tretja faza ni bila delana, ker nikoli ni. Na nosečnicah pa otrokih se pač tega ne dela tradicionalno. In seveda iz dobrih razlogov, ker nosečnost je obdobje, ki je tako in tako spremljeno z veliko možnimi zdravstvenimi težavami. Se pravi, to je eno obdobje, ki je nekako zdravstveno zelo intenzivno in seveda nobena farmacevtska družba ne bi želela v takem burnem fiziološkem obdobju preizkušati nekega novega zdravila, kajti potem nosečnost je pač spremljena z precej nekimi možnostmi zapletov že sama po sebi in seveda vsi ti, potem je težko reči, ali so ti zapleti kaj v zvezi z novim zdravilom ali pa ne, zaradi tega se pač tega ne dela. Pri nosečnicah se še navadnih kožnih testov za alergije ne dela, čeprav ni nobenega pametnega razloga, da se jih ne dela, ampak enostavno zaradi tega, ker je to pač tako burno fiziološko obdobje, ko je boljš stopati stran z vsemi posegi. In zaradi tega, ker pri nosečnicah torej ni bilo podatkov, ker se ni delala tretja faza pri njih, se je pač na začetku rekel, da ti podatki ne veljajo za nosečnice, kar pomeni, da nosečnicam ni mogoče priporočati cepljenja, zato ker ni bila to skupina v tretji fazi. Ampak potem se je pa izkazalo, da pa vendar je veliko, da imajo tudi nosečnice veliko možnost, da dobijo COVID, zato ker je pač pandemija. In seveda je bilo jasno, da tudi za nosečnice ni dobro, da dobijo COVID, ker je to spet neko naporno fiziološko obdobje. Marsikatera nosečnica med nosečnostjo pride tudi dobi tudi tiste dejavnike, ki pogojujejo hujši potek COVID-a. Se pravi, se zredijo, dobijo visok krvni sladkor, tlak in tako naprej. Tako da in tudi potem so opazili, da je tudi pri COVID-u, da je več bolj zgodaj rojenih, se pravi, da je več nedonošenčkov in zaradi tega se je izkazalo, da bi bilo pametno tudi zaščititi nosečnice. In seveda to so zelo hitro naredili v Združenih državah, ker tam absolutno tradicionalno nimajo teh pomislekov v zvezi z nosečnostjo, da je to kakšno posebno stanje. In ker se tam uporablja izključno mRNK cepiva, so potem prvi dobri članki prišli iz Združenih držav o tem, in ki so dokazali, da cepljenje nosečnic nima kakšnih pomembnih neželenih učinkov. In zaradi tega, ker so zdaj podatki o mRNK cepivih ni jih pa o vektorskih cepivih, zaradi tega se zdaj lahko reče, da nosečnice lahko se jim priporoča mRNK cepiva enostavno zato, ker so članki o tem. Še vedno pa se jim težko reče, naj se cepijo z vektorskimi cepivi, ker pač ni člankov o tem. Če bi bili članki, bi enako lahko rekli verjetno, da ni nobenega rizika, ampak dokler ni podatkov, ne moreš reči, da je nekaj varno, če pa nimaš podatkov. Samo o tem je. Pa še tole, če lahko povzroči neplodnost pri ženskah. To par mesecev nazaj je bila kar velika debata na to temo, pa če lahko zdaj. Ja, to je bila pravzaprav neka taka Facebook balraca. Se pravi, to je bila neka teorija na osnovi podobnosti proteina sincicina, ki je pač v posteljci, in pa
in pa S proteina in naj bi pač cepljenje izvalo nastanek protiteles proti temu proteinu v postelci in zaradi tega bi lahko prišlo seveda do splavljanja ali pa neplodnosti. To pač obe stvari bi bili možni. Definitivno, seveda, jasno je, da če bi se to zgodilo, bi potem tudi pri covidu začele nosečnice splavljati, zato ker sej covid je pravzaprav tudi cepljenje proti S proteinu. Se pravi, če dobimo covid, potem dobimo protitelesa točno tako, kot jih dobimo po cepljenju, pa še vsa ostala proti virusu, ne. In je prišlo potem par dobrih obsežnih študij, ki so pokazale, da pojav splavnosti po prebolevanju covida ni nič večji kot pri normalni nosečnosti. Kot sem rekel, tisto, kar je bolj rizično, je samo, da zaradi covida lahko ženska prej rodi, kar je pa tudi razumljivo, kajti v tem vsaka taka vročinska bolezen je neugodna za obstoj ploda in potem, če je to na koncu nosečnosti, se dojenček pobriga, da gre čim prej ven iz takega neugodnega okolja, ne, in zaradi tega se bolj zgodaj konča potem nosečnost. Skratka, ni nobenih razlogov, da bi bili splavi. O plodnosti je pa seveda neka totalna hipoteza, ki jo ni mogoče niti, se pravi, to je nekaj, da kar nekaj rečeš, kar itak ni mogoče niti potrditi, niti zanikati, kajti plodnost študirati, to pomeni, da bi mogli nastaviti študije, ki bodo šele čez 5 let dale neke rezultate, ne? Ker plodnost študiraš na ta način, da nekdo hoče narediti ta-maloga in potem si nekaj časa prizadevajo in potem naredijo in to še za druge faktore je težko študirati. Prav, to niso neke kratkotrajne študije in take hipoteze, se rečem, so pač iz zraka in zato so tudi nekako plodne za internet. Okay. Kar nadaljujemo. Ali lahko po cepljenju z mRNA cepivi pride do pretiranega imunskega odziva oziroma citokinske nevihte v primeru, da cepljeni kasneje zboli za drugim koronavirusom? Zdaj, tukaj jaz razumem ne za drugim sevom, ampak prav za drugim koronavirusom, spravi iz te družine koronavirusov. Ne prihaja do tega pojava. Tega smo se bali, po pravici povedano. Se pravi, tega pospeševanja okužbe z protitelesi, to je pojav, ki se je pokazal recimo pri SARS-u. Se pravi, da protitelesa lahko pospešijo vdor virusa pa prodiranje virusa. Recimo ta pojav se dosti kaže pri virusih, ki povzročajo hemoragične vročine. Se pravi, to je pojav, to je predvsem takrat nastane, ko protitelesa, ki nastanejo proti nekemu virusu, ko se ta protitelesa usedejo na stene krvnih žil, na endotelne celice ali pa na imunske makrofagne celice, ki imajo receptorje za protitelesa, in ko pride potem virus in ko ta protitelesa vežejo na virus, potem vezava protitelesa na te žilne celice pomaga virusu, da gre bolj hitro v celice. In zaradi tega človek, ki ima protitelesa, pravzaprav se mu pospeši prodor virusov v tkiva. To je tipično pri
hemoragičnih virusih, se pravi tam, kjer te žilne epitelijske celice imajo tudi receptorje za ta protitelesa, ampak pri SARS-CoV-2 tega pojava niso opazili, oziroma tega pojava ni, na srečo. Če bi bil ta pojav, potem bi bila ta bolezen pa res smrtno nevarna v veliko večji meri. Se pravi, ta bolezen bi bila smrtna pri vseh, pri katerih pride zdaj do razsoja virusa v žile. To je petina ljudi praktično, vsaj, ne? Kar pomeni, da v tem primeru bi ne imeli smrtnosti tam nekje med 0,2 pa 1%, odvisno od starosti, ampak bi imeli dejansko nekaj 10% smrtnost, kar si sploh ne znamo predstavljati, kaj bi bilo, ne? Ja, super, najlepša hvala. Pa bi kar potem nadaljevali z dr. Marto Grgić-Vitek. Zdaj, a so kakšni zadržki, zakaj ne cepimo prebolevnikov prej kot po 8 mesecih? Je to organizacijski problem ali gre za kakšno drugo, bom rekla, polemiko? Se vas pa ne sliši? Lahko sem. Se upravičujem. Ja. Pravzaprav je priporočilo, da se prebolevnike cepi znotraj 6 mesecev po preboleli bolezni, no? Ampak potem je bilo pa sprejeto tudi priporočilo, da pa tudi če mine več kot 6 mesecev, pa manj kot 8 mesecev, to se pravi nekje med 6 in 8 mesecev, da pa še vsem zadostuje en odmerek cepiva. Zdaj, dokler je bilo cepiva tako zelo malo, smo zelo poudarjali to, da naj bi se cepljenje opravilo čim bolj proti koncu tega 6-mesečnega obdobja, ne. Zdaj, ko je cepiva več, pač to ni več tako zelo pomembno, tako da se lahko cepljenje opravi tudi prej. Nekako smiselno je tam nekje od 1 do 6 mesecev, no. Ampak, kot rečeno, no, posvetovalna skupina za cepljenje je menila, da je pa tudi to obdobje 6 do 8 mesecev pravzaprav še dovolj, da se lahko oseba cepi samo z enim odmerkom, ker če pa mine več kot 8 mesecev, potem pa še zmeraj priporočamo 2 odmerka. Zdaj, pravzaprav v Evropi je tako, da je kar polovica držav ostala pri 2 odmerkih za prebolevnike, polovica držav se je pa odločila za en odmerek pri prebolevnikih. Pa recimo v Sloveniji smo se že takoj odločili, da bomo tudi prebolevnike cepili, ne, medtem ko recimo Islandija je ena država, ki sploh ne priporoča zaenkrat cepljenja prebolevnikov, no. Tako da tudi to obstaja. Poleg tega, da se EU države sicer nekako na polovico odločajo, tako in drugače. Katero cepivo pa bi posebej priporočali pri prebolevnikih? A bi recimo katero izmed teh, kjer je potrebna samo 1 doza ali… Ja, zdaj tako, pravzaprav so priporočljiva katerokoli cepivo se lahko uporabi, ne, čeprav je nekaj več podatkov o dobri učinkovitosti za en odmerek za mRNA cepiva, ampak največ vprašanj imamo v zvezi s tem, ali se sme Janssen cepivo uporabljati. Namreč to pa zato, ker smo imeli v določenem času v priporočilih napisano, naj se Janssen ne uporablja za cepljenje prebolevnikov, ampak to je samo z tega naslova, da je bilo cepiva tako malo, da res je bilo, ne, če smo se že odločili, da zadostuje en odmerek, da je bilo pol nekako na en način škoda uporabljati Janssen cepivo, ki pravzaprav šteje kot 2 odmerka. Ampak na vsak način se lahko uporablja katerokoli cepivo, no. Okay, super. Kako pa je s sprejetjem drugega odmerka v primeru, da pride pred to drugo dozo do okužbe? Ja, kot rečeno, ne glede na to, če oseba po prvem odmerku preboli, ravno tako priporočamo, da dobi še drug odmerek, no. Tako da, in glede tega, kdaj naj bi pa dobila še ta drug odmerek, pa ravno tako velja, da znotraj 6 mesecev po preboleli okužbi. Okay. Kakšni so pa kaj plani
za naprej ponovno množično cepljenje, če bo epidemija oziroma nov val naslednje leto, in ali se bo morda treba proti novemu koronavirusu cepiti vsako leto, podobno kot pri gripi? Ja, zdaj tega še ne vemo, no. Na koliko časa se bo treba cepiti proti covidu, še ne vemo. Zdaj zelo veliko se pojavljajo ta vprašanja, kdaj bomo pa lahko začeli cepiti s tretjim odmerkom oziroma kdaj bom pa lahko dobil tretji odmerek. Pravzaprav nobenih priporočil o poživitvenih odmerkih še ni. Zaenkrat še zmeraj velja, da se priporoča največ 2 odmerka. To pravi, nekateri posamezniki, ki mislijo, da bojo kar, zato je bilo tudi tako nujno sprejeti ta priporočila, da se ta obdobje zaščite po cepljenju tudi formalno podaljša, no, ker sicer so imeli ljudje nekako bojazni, da bojo sred poletja nekako ostali brez zaščite in ne vem, in bojo nekje morali priti do tretjega odmerka, pa so spraševali, kako bi bilo to možno. No. Na vsak način, glede tretjega odmerka še ni nobenih priporočil. V UK, v Združenem kraljestvu so začeli govoriti, da bojo predvidoma tam nekje v jeseni začeli, ampak potem se samo pogovarjajo zaenkrat. No. Mogoče se bo ta poživitven odmerek recimo smiselno, ne vem, ga priključiti cepljenju proti gripi, to se bo še videlo, no, v tem času se bojo še pokazali podatki in kolikšno je tudi trajanje po preboleli bolezni, pa tudi po cepljenju, tako da to bomo še videli, no, kakšna bojo priporočila. Okay. No, moja osebna pričakovanja tako, da verjetno ne bo ponovnega cepljenja za letos, razen mogoče, če se bi izkazali v teh domovih za ostarele, se pravi mogoče tam, kjer gre za malo vprašanje imunosti, ker spet starejši definitivno manj odreagirajo na cepljenje. Ne tako zelo manj kot pri gripi, ampak vendarle se ta zaščita hitreje izveneva pri starejših. In pa seveda veliko je vprašanj že iz takih kritičnih oddelkov, recimo v bolnicah. In tudi tam bo seveda treba za razmisliti, recimo na hematoloških oddelkih, se pravi tam, kjer je velika nevarnost, da zaposleni prenašajo okužbo in ker že zdaj vemo, da bo sigurno v naslednjo jesen pa zimo virus precej krožil, upamo pa, da zaradi cepljenja se to ne bo zelo poznalo v bolnicah, ne? Ampak vendarle, če bo virus precej krožil med mladimi zlasti, je vendarle bo dober razmisliti, če ne bi zaposleni na teh kritičnih oddelkih si pridelali dodatna nevtralizacijska protitelesa, da ne bi potem prenašali teh okužb, ki bodo krožile na oddelke. In v takih primerih pa verjetno bo pametno narediti še eno cepljenje. No? Torej, zdaj pa, če se dotaknemo ukrepov, zakaj so še vedno na mestu, recimo, zakaj so še vedno maske in tako naprej, glede na to, da so zdaj cepiva že precej dostopna, predvsem za ranljivo populacijo, pri ostalih pa so zapleti tako redki. Ja, tukaj je nekje na koncu vprašanje, če je to zato, ker je cepivo samo 95% učinkovito. Ne? Pravzaprav, če bi bilo cepivo samo 95% učinkovito, pa bi imeli 100% precepljenost, bi bili ravno tako na zelo dobri strani. Ne? Problem je v tem, da je precepljenost še relativno nizka in da so te številke nezaščitenih še zmeraj zelo velike. Tako da tudi, če bi se recimo začela bolezen spet malo bolj širiti, bi lahko hitro prišlo do toliko velikega števila obolelih, da bi posledično tudi imeli kar veliko število lahko hospitaliziranih, mogoče tudi mlajših, ker zdaj med starejšimi je nekaj višja precepljenost, ampak tudi med starejšimi ta precepljenost ni tako visoka, ker če je precepljenost tam 70%, je to še zmeraj so velike številke ljudi, oziroma veliko število ljudi, ki pa ni zaščiten proti bolezni. Ne.
Tako da ukrepi bojo pravzaprav še vedno potrebni, dokler ne bo ta precepljenost res bistveno višja, no, oziroma toliko nekako, dokler ne bomo dosegli te kolektivne zaščite, kot rečemo, ko bo bistveno manjše tveganje, da se virus sploh širil, no. Zdaj pa mogoče bo pa smiselno te ukrepe majčkeno, recimo ob večjem širjenju bolezni, res usmeriti bolj na te nezaščitene, no, čeprav taki ukrepi kot recimo maske ali pa to, mislim, pa distanca, to bo najverjetneje kar še nekaj časa potrebno. Je pa o tem seveda veliko razprav, ker imamo različne države, različne sisteme. Marsikje so pravzaprav zdaj smiselni, absolutno smiselni so bili ti ukrepi, dokler ljudje niso mogli priti do cepiva, ne. Zdaj pa, glede na to, da lahko ljudje pridejo do cepiva in je pravzaprav praktično zdaj vsaka hospitalizacija, lahko mirno rečemo, nepotrebna, ker bi se lahko cepili ljudje, tisti, ki so zdaj v bolnicah, ne. Seveda imate tudi veliko razprav, recimo po Združenih državah, da pravzaprav ni več smiselno imeti nekih zaščitnih ukrepov, kajti tisti, ki se želi cepiti, naj se pač cepi, tisti, ki je junak, naj bo pač junak, ampak imamo pač različne družbene sisteme z različno logiko, saj tudi zdravstveni sistem v Združenih državah je popolnoma drugačen kot pri nas, ne. No, ampak, ja, ne, samo to sem hotela reči, no, da dejstvo je, da tudi če so nepotrebne hospitalizacije, ne, lahko še vseeno preobremenimo zdravstveni sistem, no, tako da to je treba vseeno biti pozoren in paziti, no, da se nam ne bi vseeno kaj takega zgodilo, no. Dejstvo je, da so ljudje odgovorni sami zase in da bo zdaj bolj na tem, ne, da boš moral sam paziti, mislim, ni treba, da zdaj politika, ne vem, kdo pazi na to, da bomo se zaščitili in da bomo, ne vem, ampak ne, vsak zase naj to odgovornost nase prevzame, ampak vseeno, no, nekaj bo verjetno treba, da ostane, ker sicer se zna zgoditi, da bomo spet preobremenili zdravstveni sistem. Ja, no, ampak moramo pa vedeti, da to, kar čitamo iz obnašanja sistema, ne, recimo to, kar iz obnašanja našega sistema čitamo, ne to, kar se govori, ampak to, kar se dela, ne. Naš sistem dejansko se ukvarja pravzaprav z bolnišnicami, ne. Se pravi, mi zadržujemo, tako kot se pač obnašamo, mi zadržujemo dejansko, nas ne skrbi kroženje virusa, tako, če gledam mi kot kolektiv, kot Slovenija, ne. Slovenija dejansko ne skrbi kroženje virusa, ampak zadržuje samo prenapolnjenost bolnišnic. In čim več ljudi se bo cepilo, potem moramo vedeti, da bo kroženje virusa v jeseni pravzaprav večje, kot je bilo. Zaradi tega, ker bo relativno veliko ljudi cepljenih in tisti ne bodo šli v bolnice. Kar pomeni, da bo kroženje virusa relativno veliko med mlajšo populacijo. Zaradi tega bi bilo pravzaprav treba najti način, da se razloži 50 in več letnikom, da bodo v jesensko-zimski sezoni pravzaprav še večjo možnost imeli, da bodo dobili virus, kot pa so imeli prejšnjo leto. Zato, ker bo sistem, ki ščiti bolnice, bo pravzaprav bo pravzaprav dopustil večje kroženje virusa, zato ker bo veliko ljudi zaščitenih in ne bodo šli v bolnice, kar pomeni, da morajo tisti, ki so starejši in se ne bodo cepili, zelo resno računati s tem, da bodo dobili okužbo. Tako da v bistvu bi nekako lahko zaključili, da zdaj bo pa treba nekako, da vsak sam poskrbi zase, tudi z nošenjem mask, vzdrževanjem razdalje in pa hkrati tudi cepljenjem. Ja, predvsem s cepljenjem, ja. Okay. Najlepša hvala. Takole, pa lahko potem kar nadaljujemo. Profesor dr. Tomaž Bratkovič, dajte nam malo povedati, na kakšen način se določi število doz oziroma razmak med njimi.
Ja, mislim, da sem o tem že uvodu govoril, pač se empirično v fazi kliničnih raziskav zgodnih, ne, prvi, drugi. Mogoče tukaj se dotaknu samo še tega razmika, ne, med odmerkoma ali pa več odmerki. To je tudi načeloma predmet kliničnih raziskav, ampak v konkretnem primeru teh cepiv proti SARS-CoV-2, ker smo pač v fazi pandemije, ne, so se praviloma tega farmacevtska podjetja odločila, da zberejo tisti minimalni še smiseln interval, ne, to je pa tam 3 oziroma 4 tedne. Na ta način pač zagotovimo čim hitreje, ne, zaščito cepljenja, pa neko optimalno zaščito cepljenja. Tukaj je izjema mogoče cepivo, ne, AstraZeneca, tukaj so zdaj, ne vem, ali načrtno ali pa čisto slučajno so imeli intervale med prvim in drugim odmerkom v fazi tega kliničnega vrednotenja od 4 do 12 tednov, ne, in se kasneje izkazalo, da če je ta interval nekoliko daljši, je tudi stopnja zaščite nekoliko boljša, ne. Zdaj, a bi to veljalo tudi za cepiva na osnovi mRNA, ne vemo, ne, ampak zaenkrat se držimo tiste prakse, ki je dokazano učinkovita, ne, in pač imamo, ne vem, za cepivo Pfizer-BioNTecha pač 4 tedne, za cepivo Moderne 3 tedne, plus minus par dni, ni problem, ne, ampak skušamo se tega držati. Okay. Zdaj tole naslednje pod vprašanje bi kar spustili, se mi zdi, da je prej dr. Han tole kar dober odgovoril. Je pa tole naslednje, ali obstaja kakšna hipoteza o nastanku strdkov po cepljenju in kakšna je verjetnost, da gre za povsem naključno dejanje oziroma naključen dogodek? Ja, zdaj hipotez verjetno je veliko, ampak dejstvo je, da tega procesa še ne razumemo, ne. Prihaja očitno do nekih avtoprotiteles, nekih, ali pa recimo nekih protiteles, ki se posredno usmerijo, ne, proti trombocitom in jih aktivirajo, zaradi tega potem pride do tvorbe krvnih strdkov in posledično, ne, ker se to lokalno dogaja, imamo tudi to znižano koncentracijo trombocitov v obtoku. Ne bi želel, no, tukaj špekulirati, je nekaj takih zgodnih raziskav, ki skušajo podati odgovor na to, nekatere so zelo privlačne. Dejstvo je, da tega še ne poznamo dobro. Mogoče za tiste, ki jih to nekoliko bolj zanima, mi na fakulteti imamo tudi eno delovno skupino, ki skuša tudi na taka vprašanja, no, odgovarjati, in na naši spletni strani tudi en kratek prispevek, ne, o eni taki zelo všečni sicer hipotezi ali pa teoriji, ni pa ta nikakor še potrjena. Kakšne so možnosti, da gre za naključje? Ker so ti sicer zelo redki, ne, neželeni ali pa zelo resni, ne, neželeni učinki tudi zelo redki, jih seveda nismo uspeli zaznati v še tako široki fazi 3 tega kliničnega vrednotenja. Kasneje, ko je pač to cepljenje postalo precej bolj množično, se je izkazalo, ne, to je odkrito povedati seveda, da se ta pojavnost takih neželenih učinkov ali pa takih zapletov, ne, ki se sicer pojavljajo tudi v splošni populaciji zelo redko, ampak vendarle se, je nekoliko višja. Po drugi strani imajo taki posamezniki, ne, ki doživijo takšen zaplet, zelo podobno klinično sliko, in da ta zaplet nastopi v relativno ozkem časovnem oknu, ne, ki sledi cepljenju. Tako da precej verjetno je seveda, da to ni naključje, ali pa skoraj zagotovo je to povezano s cepljenjem. Ampak kot rečeno, je to izjemno, izjemno redko, in tukaj pravzaprav smo, ali pa neko ključno vlogo za sploh odkrivanje takih redkih neželenih učinkov, ne, odigral ta vse evropski sistem spremljanja varnosti
zdravil. To ni nekaj, kar bi bilo samo za cepiva, ampak vsa zdravila so podvržena tako imenovanim farmakovigilančnim raziskavam. Se pravi, tudi enkrat, ko pridejo na trg, jih še vedno spremljamo. Zelo pozorni smo na še tako redke, morebitne, povezane, neželene učinke. In tukaj mogoče spet še enkrat več apeliram na vse, ki domnevajo, da so doživeli nek neželen učinek, ki bi ga pripisali cepljenju, naj o tem govorijo svojim zdravnikom. On bo potem presodil, ali je smiselno neko poročilo spisati, ga oddati na ta Nacionalni center za farmakovigilanco, in ta poročila se potem zbirajo tudi na evropskem nivoju, in ker je tukaj vključenih ogromno držav, zelo velika populacija, je potem bistveno lažje te stvari detektirati. Tukaj bomo potem imeli sploh eno orodje, da bomo zaznali tako redke neželene učinke, in pa če nasploh govorim, je to orodje zelo pomembno, ker nam omogoča v nekaterih primerih tudi identifikacijo tistih skupin, posameznikov, nekaj demografskih skupin mogoče, ki recimo slabše odreagirajo na neko zdravilo, ali pa pri katerih je verjetnost za neke zaplete, ki jih povežemo z zdravljenjem, nekoliko večja, ali pa da sploh znamo potem raziskati, kakšno je ozadje tega, ali lahko to preprečimo, na kakšen način to zdravimo. Skratka, ta sistem je še kako pomemben. Jaz bi se edin upozoril, da ta sistem v resnici premalo uporabljamo. To se vidi po številkah, kajti številke bi morale biti podobne tistem, ki so v registracijskih študijah nastale. Kajti če je v registracijskih študijah 10% nekih neželenih učinkov nekega pojava, tukaj pa prijavlja se pa 0,5% tega istega neželenega učinka. To pomeni, da kljub samo, da imamo te sisteme, ki so zlasti pri cepljenju proti COVID-u enostavni in elektronsko podprti, pa vendar nažalost niso učinkoviti, očitno. Se pravi, očitno je preveč nekega, ne vem točno na kateri strani, ampak očitno je tega prijavljanja absolutno premalo, ker je nerealistično, če pogledamo registracijske študije, pa pogledamo prijave, je prijav absolutno premalo, mislim. Ja, mislim, to je verjetno posledica neprijavljanja tistih pričakovanih neželenih učinkov. Ja, ampak to je verjetno narobe. Pač prijavljati bi bilo dejansko treba vse, zlasti pri takih novih cepivih, kjer pravzaprav nimamo izkušenj in je pravzaprav vsako prijavljanje je pravzaprav en dober signal, se pravi, vsako prijavljanje prinese nekaj dobrega, to pomeni, da bomo imeli več podatkov o tem. No, mogoče še to, da tudi vsak posameznik, ne samo zdravstveni delavec, ampak tudi vsak posameznik načeloma lahko odda takšno poročilo. Je pa tukaj treba malo razumsko tudi pristopiti, to pa ja. Tako. Torej, če kar nadaljujemo, ali se je testiralo in preverilo cepiva v Sloveniji pred pričetkom cepljenja, tukaj predvsem mišljeno na analizo sestavin cepiva? Ja, spet bom rekel, da cepiva obravnavamo na povsem enak način kot vsa druga zdravila. V Sloveniji, pa po Evropski uniji, pa še kje drugje, vsako zdravilo, pa niti ne vsako zdravilo, ampak vsaka serija zdravila, pravzaprav, ki pride, pa preden pride na trg, je pač podvržena pregledu analitiki. Zato imamo pristojne nacionalne laboratorije, v Sloveniji je to Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Ampak treba je povedati, da seveda so ta cepiva precej sofisticirana, pa nekako specifična in da v Sloveniji te analitike sami ne izvajamo, ampak je to v zdaj pristojnosti uradnih kontrolnih laboratorijev, ki tvorijo neko evropsko mrežo uradnih kontrolnih laboratorijev, se nahajajo po številnih zlasti tistih večjih evropskih državah. Tam je prisotna tista ekspertiza, tam imajo metodologijo za analizo teh novih cepiv in sami tipično analizirajo po 15 do 20 vial vsake serije, poudarjam, vsake serije takega cepiva. Ob tem pregledajo tudi tiste proizvodne protokole ali pa že same analizne certifikate samega proizvajalca, namreč proizvajalec je zavezan seveda k opravljanju lastnih analiz, to, da pa nek neodvisni laboratorij opravi analizo, je pa sam še ena dodatna varovalka. In potem ti uradni kontrolni laboratoriji pač izdajo certifikat, če neka serija cepiva ali pa zdravila nasploh ustreza specifikacijam, je ta certifikat pač veljaven v vseh evropskih državah. To je v končni fazi prednost, zakaj bi podvajali analize. Vsaka serija praviloma ni omejena samo na eno državo, ampak se razpošlje po številne države članice. Zdaj tudi ta nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Sloveniji, zdaj analiz seveda ne bo šel ponavljati, ampak izvrši pa en tak precej podroben administrativen pregled celotne dokumentacije, kar je pomembno z vidika sledljivosti ali pa kontrole sledljivosti takih serij. To v končni fazi tudi preprečuje, da bi se recimo po naredki cepiv pojavljali na slovenskem prostoru. No, pa dajmo nadaljevati zdaj z, bom rekla, nekimi bolj kroničnimi bolniki, bolniki z oslabljenim imunskim sistemom. Ali je smiselno oziroma učinkovito cepljenje bolnikov recimo z AIDS-om? Ki imajo slabljen imunski sistem. Zdaj ne vem, če je tle mišljeno prav z AIDS-em ali HIV pozitivnih, tukaj je pomembna razlika. Jaz bi rekel, da če je ta virusna okužba, v primeru zdaj HIV pozitivnih, nekje dobro nadzorovana, to se pravi, da ti bolniki se dobro odzivajo na tisto protiretrovirusno zdravljenje, potem jaz ne vidim nobenih zadržkov pred cepljenjem. Celo smiselno je, ker seveda so ti bolniki verjetno tvorijo eno bolj ogroženo skupino in če jih je možno zaščititi, zakaj jih ne bi zaščitili. Je podatkov o učinkovitosti zaščite relativno malo, ampak kljub temu jaz mislim, da je smiselno zaščititi tudi take ljudi. Še nekaj tle pomembno, da se zavedamo, da ta cepiva niso živa, se torej ne namnožujejo v organizmu po cepljenju, tudi če imamo neko virusno vektorsko cepivo, in torej ni neke nevarnosti, da bi takšen vektorski virus ušel nadzoru imunskega sistema. Načeloma takih bolnikov, ki so imunokompromitirani, pa recimo tudi nosečnic in tako naprej, z živimi cepivi ne cepimo. Tukaj pa mislim, da ni ovir. Okay. Kaj pa cepljenje bolnikov z avtoimunskimi boleznimi? Ali obstaja nevarnost za poslabšanje oziroma za neke hujše neželene učinke, recimo pri bolnikih z multiplo sklerozo? A je kakšno posebno cepivo, ki bi ga priporočali tem bolnikom? Podobno kot za druge specifične skupine je tukaj podatkov zaenkrat še zelo malo. Za tiste, ki so bili cepljeni, kot kaže, ni neke posebne nevarnosti, ampak to velja v končni fazi tudi za ostala cepiva.
zopet smiselno je cepljenje, ker so to neki kronični bolniki, ki predstavljajo eno bolj ranljivo skupino. Ni pa nobenih dokazov, da bi po cepljenju prihajali, kolikor je teh bolnikov bilo cepljenih, do tistega poslabšanja bolezni. Tako da jaz mislim, da tudi smernice že priporočajo tako cepljenje teh bolnikov. Je pa tukaj ena druga stvar, ti bolniki z avtoimunskimi boleznimi, revmatoidni artritis, tudi multipla skleroza in tako naprej, tipično prejemajo imunosupresivna zdravila. In tukaj je potrebno računati, da znajo ta zdravila seveda pomembno znižati učinkovitost cepljenja. Tako da mogoče je tukaj fino take bolnike ujeti v tisti fazi remisije, se pravi neki začasnem izboljšanju bolezni, ko mogoče niso na taki agresivni ali pa akutni neki terapiji z imunosupresivi, ampak spet to naj bo vedno narejeno v dogovoru z lečečim zdravnikom, specialistom, da se ujame tisto časovno točko, kjer je mogoče pričakovati večjo učinkovitost ali pa večjo odzivnost na cepivo. Ok, hvala. Kaj pa bi lahko preventivno naredili, da omilimo morebitne neželene učinke cepljenja? Predvsem se mi zdi tukaj mišljeno na povišeno telesno temperaturo, slabost. Če je to tista reaktogenost, potem je seveda smiselno, da se zbija temperaturo z antipiretiki, če je to glavobol ali bolečine v mišicah, da se jemlje analgetike, recimo paracetamol. Nikakor ne svetujemo nekaj preventivnega jemanja, čeprav v nekaterih kliničnih raziskavah so tudi preventivno, recimo ob cepljenju, paracetamol aplicirali, ampak mislim, da je smiselno pač počakati, če ali pa ko se ti taki neželeni učinki izrazijo, takrat pač poseči po antipiretikih, analgetikih. Če pa je mišljeno tukaj na preprečevanje tistih krvnih strdkov, tle pa pravzaprav ni smiselno, da bi recimo tukaj skušali kakšne acetilsalicilno kislino ali kaj takšnega jemati, mislim, da ni smiselno. A bi pa mogoče katero skupino protibolečinskih zdravil, da ne bi glih priporočali, da bi jo odsvetovali celo? Ne vem, na začetku je bilo precej govora o recimo ibuprofenu, da ni primeren, ampak jaz mislim, da se potem to ni izkazalo kot problematično. Jaz mislim, da paracetamol je verjetno taka varna izbira. Ja. Okay. Najlepša hvala. Zdaj smo s temi izbranimi vprašanji predhodno zbranimi vprašanji zaključili. Je pa še par vprašanj prišlo preko portala Slido. Zdaj zbrali smo tista, bom rekla, najbolj popularna. Pa če lahko kar z vami nadaljujem, profesor Bratkovič, kdo preverja, katere nečistote so prisotne v cepivih in če je ta prisotnost lahko škodljiva? Zdaj, to je verjetno spada kar po tisto, ko ste prej govorili, vsi ti laboratoriji, a je še kakšen drug mehanizem tega preverjanja potem? Mislim, že sam proizvajalec, seveda v fazi razvoja skuša optimirati proizvodne procese v smislu, da se odstranijo te nečistote, ostajajo v sledovih nedvomno. To so le biološka zdravila in tukaj absolutne čistosti ni, kot tudi ni absolutne čistosti recimo pri rekombinantnih inzulinih ali pa kaj podobnega. Pomembno je, da je klinična raziskava opravljena z enakim materialom
se pravi proizvedenem po enakem postopku, ki ustreza nekim enakim specifikacijam, kot je potem material, ki pride na trg, ne, po odobritvi nekega zdravila ali pa cepiva. Kdo preverja? Ja, preverja in zato je odgovoren prvenstveno proizvajalec. Videli smo pa, da imamo še dodatno varovalko, ne, v sistemu evropskih kontrolnih laboratorijev. Super, hvala. To se nanaša ne tako na samo učinkovino, recimo sam antigen ali pa za gensko informacijo za antigen, kot seveda tudi pomožne snovi. Okay, naslednje vprašanje pa je za profesor Ihana. V Sloveniji pri otrocih ni zabeleženih hujših potekov in posledic COVID-a. Kaj bi lahko rekli potem, da je nekako, ko bi rekli, razlog ali pa kako bi utemeljili cepljenje otrok potem? Ali sploh je kakšen smisel v cepljenju otrok? No, zdaj, čisto se ne bi strinjal. Imamo na oddelku, smo do zdaj imeli 35 na intenzivi jih za post-covid, se pravi za tem multiorganskim vnetnim sindromom, se pravi to ni ravno, da ni posledic. Res, da na srečo ni noben umrl, ampak jih je bilo pa nekaj precej blizu. Tako da to, da pri otrocih ni, je težko reči. Je pa res, da otroci bistveno manj zbolevajo, pri njih je bolezen praviloma neopazna ali pa komaj opazna. Tudi ta vnetni sindrom pravzaprav v polovici primerov, v več kot polovici primerov pravzaprav smo šele z spraševanjem pa z protitelesnim testiranjem odkrili, da so imeli otroci COVID, ne. Se pravi, da nažalost tega sindroma ni mogoče napovedati, ni mogoče opredeliti otrok, ki so bolj ogroženi, da ga bodo dobili, ne. Ampak vsekakor je pa ta ogroženost otrok mnogo manjša, kar se tiče težje bolezni. In seveda je treba to nekako presoditi, predvsem strani pediatrov, in tudi tukaj se kar krešejo mnenja, ne. Niso, recimo po različnih evropskih državah je pač malo različna, bom rekel, se debate na malo različen način vodijo. Ampak zaenkrat govorimo pravzaprav o starosti 12 let in več, ne. Se pravi, pri tej starosti pravzaprav te študije, ki so bile narejene, res po cepljenju niso našle nekih pomembnih neželenih učinkov. In pa seveda to je že tista starost, ko se mladi med sabo intenzivno družijo in je pač ta skakanje virusa kar pomembno pri njih in zdaj se morajo pa absolutno sami odločiti, mladi in starši, če jim, se pravi, treba je predstaviti dejstva pa jim povedati. Jaz ne vidim pravzaprav tega cepljenja otrok kot tistega, kar bi bilo zelo odločilno za nekako ustavljanje pandemije. To bo verjetno tudi v bodočnost ostal nek rezervoar, kjer bodo otroci manj precepljeni in bo ta rezervoar virusa pravzaprav ostal v tej populaciji in seveda bomo mogli predvsem s cepljenjem odraslih in pa zlasti starejših poskrbeti, da bo epidemija postala neka taka mirna endemična bolezen. Se pravi, nekaj podobnega, kot so zdaj koronavirusi, ne. Saj koronavirusi pravzaprav se med otroci kar intenzivno širijo ti klasični prehladni, ne, in se praktično večina otrok imunizira
In to je tudi eden od načinov, da potem odrasli vse ne zbolevamo za nekimi hujšimi oblikami te okužbe, ker vendar imamo neke spomine iz otroštva in zaradi tega potem ta bolezen ni tako usodna. Tako da nekako tak zelo verjeten scenarij za bodočnost je, da če uspemo z cepljenjem predvsem umiriti naslednjo pa še eno sezono naprej, da bo potem ta novi koronavirus postal pač eden od starih prehladnih virusov, se pravi 5, ki bo pač se nekako med otroci dosti neškodljivo izvenel in otroci bodo tudi poskrbeli, da se potem odrasli občasno, bom rekel, revakcinirajo, če naj tako rečem. In to bi bil pač en tak umirjen scenarij za naprej, ja. Ki ne bi zahteval potem stalnih vakcinacij, ker se spet nekako človek ne bi želel, da bi korona postala nove ošpice, ne. Super. Najlepša hvala. Še vprašanje za dr. Grgić-Vitek. Zakaj v Sloveniji ni možno kombinirati različnih cepiv za prvi in drugi odmerek? Ja, zaenkrat je bila taka odločitev posvetovalne skupine za cepljenje, da se, mislim, to je tudi, taka so tudi navodila proizvajalcev, da se pač, tako da priporočila so zaenkrat, da se uporablja cepivo, mislim, za drugi odmerek, tisto cepivo, ki se je uporabljalo za prvi odmerek. Dejstvo je, da veliko držav je šlo v te mešane sheme, podatkov o teh mešanih shemah je tudi že nekaj na voljo, tako da mogoče se bo tudi to še kaj spremenilo v prihodnosti, ampak zaenkrat so priporočila taka. Podatkov nekaj je o tem, da je učinkovitost po teh mešanih shemah dobra, nekaj je tudi takih, da je teh lokalnih ali pa teh običajnih neželenih učinkov nekaj več pri mešanih shemah. Ampak zaenkrat so priporočila taka, kot so. Treba reči, da v medicini izrazito težimo k temu, da se dela v okviru registracijskih dokumentov zdravljenja in cepljenja. In pravzaprav to, da se je začel delati med to epidemijo kar po nekih člankih, to je pravzaprav eksces, ki ga nikoli do zdaj ni bilo. Se pravi, in taki ekscesi so nevarni. In zaradi tega tudi smo v medicini alergični na take ekscese, ker to pomeni, da se na osnovi 1, 2, 3 člankov začne spreminjati smernice in to je prav vabilo k katastrofam. Kajti članki se pišejo na popolnoma drug način, kot se delajo registracijske študije. Članki se pišejo za to, da je nekaj novega, zanimivega, atraktivnega, niso pa članki zelo usmerjeni v to, da je informacija v člankih 100% zanesljiva. Ker vsak znanstveni članek računa, da bo po njem prišlo še 5 skupin, ki bodo enako tematiko delale, in če sem se jaz zmotil v svojem navdušenju za neko hipotezo, lahko računam, da se pri drugih skupinah pa bodo skušali ohladiti to moje navdušenje. Se pravi, znanost je, kadar gre za članke, je taka dinamičen proces, kjer šele nekakšen dialog veliko skupin da trasira neko pot. In zato je zelo nevarno, da se začne uporabljati zdravila, to, kar se nikoli do zdaj ni delalo, na osnovi nekih študij, ki je objavljena v tej reviji, pa v drugi reviji objavijo drugo študijo, pa bomo spet nekaj drugega delali. To je v bistvu skrajno neodgovorno, razen če ne gre za take vojne razmere, v katerih smo bili tekom te epidemije. Ampak jaz bi si želel, in tudi drugi v medicini, da je čim manj tega zdravljenja zunaj registracijskih pogojev,
Zato, ker preprosto za to zdravljenje nihče ne garantira. Se pravi, to zdravljenje je v bistvu pa res poskus, za katerega mora dati odobrenje etična komisija, za katerega garantira samo tisti zdravnik, ki to izvede. In tega se pravzaprav načeloma, to ni zdravo delati, no. Zaradi tega je boljš biti konzervativen pri teh stvareh. Razen, če seveda ni take stiske, da se kaj drugega ne da. Saj vemo, zato pa obstaja tudi vojna medicina, ki ima čisto druge kriterije zdravljenja, ko je pač stotine nekih ranjencev, se pač kirurgi drugače obnašajo, kot pa v bolnici, kjer lahko planirajo operacije, ne, in to je nekaj podobnega. Okay. Najlepša hvala vsem za te odgovore. Jaz mislim, da smo s tem naš dogodek zaključili in upam, da smo razjasnili vsaj nekaj dilem. Za vse naše poslušalce hvala vam, da ste bili z nami. Če ste kakšen del pogovora zamudili, bo še dostopen preko portala YouTube. Torej, vsem trem se res najlepše zahvaljujem za izčrpne odgovore, za zanimiv pogovor. Hvala pa tudi NIJZ-ju, hvala študentom farmacije in pa projektu Vakcinet, da ste sodelovali pri organizaciji tega dogodka in ohranimo dobre navade še naprej. Adijo. Adijo. Adijo, srečno. Hvala, adijo.